Evo, tukaj za mano je en primer skeletne hiše, ki se dela na terenu. In ta hiša bo na koncu čist lična, bo čisto v redu, ampak bi vas tekom sestavljanja te hiše pa rad upozoril na par detajlov, ki jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej. In tudi izvedba, se pravi improvizacija, ki bo narejena tukaj na teh detajlih, ne more biti tako dobro narejena, kakor bi jo lahko naredili, če bi hišo izdelovali modularno v proizvodni hali. Eden od primerov dejansko je že kar tukaj na spoju betonske plošče pa lesenega skeleta. Betonska plošča mora biti v tem primeru bistveno bolj robustna, mora biti takole hidroizolirana, skratka tudi finančno je to čisto druga zgodba, kakor če bi betonirali za modularno hišo. In tukaj bi mogel lesen skelet biti raven z to zunanjo podlago, imamo pa v resnici tokle zobčka. Kljub temu, da je skelet zrezan na CNC stroj, da je z milimetrsko natančnostjo vse narejeno po načrtih, tudi izvedba tukaj je presenetljivo dobro narejena, no. Ampak vsem pridemo do primera, kjer bomo mogli izolacijo, tukaj še pride izolacija, jo je pač treba prekiniti. Tukaj odrezati, pa naprej dati tanjšo izolacijo, zato da poravnamo, ker fasada pride do dol in s tem se v bistvu prebije toplotni most, ki ga bo težko zatesniti. Pa predvsem delavci bojo porabili bistveno več časa, da tole naredijo, pa ne bo tako dobro, kakor je bilo v teoriji zamišljen. In na koncu to plačate vi kot investitor, ali pa se po domač povedan pomede pod prah, pa sploh ne veste za ta detajl. Pojdimo še na ta drug detajl. Tle imamo še en primer, ki je v bistvu majčkeno vreme šel narobe. Skelet je bil postavljen, tudi na strehi je bila v bistvu folija že narejena. Tele stene stranske, ki se pa ravno zdaj oblačijo v izolacijo, so pa bolj kot ne ostale na dežju. Sicer lesna vlakna so material, ki malo vpije, ki se lahko posuši, ampak spet zaradi dežja ni bilo možno nadaljevati sestavljanja hiše. Pa še nekaj časa bo trajalo, preden se lahko nadaljuje, zato ker se mora tole zdaj posušiti, preden gremo naprej. In ta stena je v bistvu cela severna in na uni strani tudi cela južna stena, ki je dež tekel v bistvu še kar globoko noter v hišo in je tudi konstrukcija mokra in rab svoj čas, da se posuši pač. Se pravi, nižja kakovost zaradi tega, pa nižja učinkovitost, se pravi, bistveno dalj časa se sestavlja. No in tlele imam še en primer, ta stena pač še ni zaprta in zaradi dežja je v bistvu vse tukaj dol spet USB plošča, ki ni odporna na vodo, je praktično čisto mokra in tudi konstrukcija v bistvu razmočena. Ne rečem, da to ni rešljivo, vse je rešljivo, ampak spet z nižjo kvaliteto, pa predvsem postavlja pod vprašaj, kdaj se bo sploh lahko delalo naprej. In pri montažni gradnji tisti izkušeni proizvajalci imajo načeloma to že vse vkalkuliran v ceni, ki jo plačate in je zato tudi lahko drastično višja od pričakovane. No in medtem, ko gradbišče stoji in se naša časovnica pridno zamika, tukaj že stojijo Veluxova strešna okna, na očem vseh ljudi, ki grejo mimo, jih lahko prosto vzamejo. Okna so vredna približno skupaj 10 tisoč evrov in jih pač nimamo dati kam drugam kot sem. Tako da, pa ne rečem pač, lahko jih kdo prime pa nese. No, tle je še en zanimiv primer, se pravi, streha še ni narejena, finalno zato, ker čakamo temperaturo nad 5 stopinj, zato, ker se pločevinasta kritina, se pravi, prefa ne more montirati v hladnem vremenu zaradi pač stikov, če jo pigaš poč. In je na strehi folija, ki pa v bistvu ni čisto 100% tesnila, se pravi, 2 dni nazaj je cel dan na polno dežval in voda je tekla praktično po celotni konstrukciji, tukaj po tleh. In vsi vemo, da USB plošče niso material, ki bi bil na dolgi rok odporen na vlago, na dež. In spet tole, to je pa zdaj čisto mokro, no. In je tudi tekel dol v pritličje. In še ne vem, kva se da tukaj narediti. No, skratka, lahko se spet pomede po tepih, pa se gor naprej dela, kot da ni nič, ampak to dolgoročno pusti posledice. Lahko pa se počaka, da se pač material resno posuši, lahko se celo čaka do pomladi, preden se lahko dela naprej.
to pa bistveno zamakne časovnico gradnje spet. In posledično tudi podrži nadzornika, ki bo z vami mogel biti najmanj 2 meseca dalj, kot bi bil sicer. Ja, pa tle se je zgodila tudi ena taka nepredvidena mini nesreča. Lih tam, kjer se je na dimniku upel nosilček, da dimnik fiksira, je prišel tale kovinski nosilc, ker pač izvajalca nista bila usklajena in bo mogel pač tisti del v dimnik še enkrat pridati, pa še enkrat tole na nek drug način fiksirati izven načrta. No. Tako da pač spet kriv je investitor, zato ker investitor ni povedal, da tam ne sme biti nosilčka. Tesar je pa delal po načrtu. Pri gradnji takšne hiše je v bistvu kar dosti odgovornosti, pa posledično stresa tudi na vas. Recimo dam primer, ta stebriček je tesar naredil preveč ven. Zdaj, a je kriv načrt, a je kriv arhitekt, ne vemo, ampak tukaj bi mogla ta linija biti povezana in tega bo treba naknadno krajšati. Recimo drug primer je mizar za okna, mora pač tam zadaj narediti pravo mero, estriha pa izolacija spodaj še ni in se v bistvu okna dela v teoriji točno, v resnici, v praksi se pa dela malo na blef in lahko tudi tukaj kaj zastriže. Pri modularni gradnji te odgovornosti, tega stresa vi kot naročniki ne boste imeli, ne rabite imeti, ker kot prvo je načrt, se pravi projekt za izvedbo narejen tako, kot je treba, popisan do zadnjega milimetra, do zadnjega šraufa, čeprav je tudi tukaj pač v teoriji to obljubljeno, ampak se v praksi izkaže za kar veliko pomanjkljivosti. Pa ker vse detajle dorečemo vnaprej, je zaradi tega bistveno manj stresno, ker tekom gradnje se mi sicer lahko slišimo, imamo interakcijo, lahko pridete kakšen detajl k nam pogledati, ampak ne bo pa stvari, ki so nepredvidene ali pa nerešljive. Te stvari rešujemo že v fazi načrtovanja. Ko bo hiša končana, bo tale nosilen tram vstal viden, je pa že zdaj ves popraskan pa umazan, no? Tako da s tem se bo tudi še treba soočati. Konkretno ta hiša se dela zdaj decembra, ni bilo slabo vreme, razen enega dneva dežja, pa je vsem pač vse umazan. Tudi konstrukcija je, tukaj se vidi, kar se je hodil čez, je čist blatna. Tlele je že oranko čiščen, je bilo bistveno bolj blatno prej in ta svinjarija bo pač ostala v hiši, ne vem, kako se bo to očistilo, drugače kukar, da se samo malo na hitrico pomede. Pa tole bi vam rad pokazal, tle na tej strani. Pač dejansko imamo tle roko točec. Tle je blata, tako da se noga ugrezne, pa ne bom tle čez hodil, se ugrezne lahko tudi za pol metra noter in vse to se nosi v hišo in vse to vpliva in na učinkovitost delavcev, ki jih na koncu vi kot kupac tudi plačate, te odvečne ure in vpliva tudi na samo kakovost del, ker pogoji za delo v minusu, v blatu, v deževju pač niso dobri. Pa še en mačken nesrečen primer, tlele iz tega kupa so pač fantje jemali izolacijo in naslednji dan je bil dež, paket je ostal odprt na dežju in to pač traja en teden najmanj, da se posuši. No. In zdaj ali se vgradi v tem stanju, kaj je, pa se en teden stoji, pa gradbišče ostalo spet ista zgodba.